A veste, kaj je najboljše? Ko lahko rečeš, da je Luka Magic nazaj. Se pravi, vse, kar pač to pomeni, kaj so si pa zmislili v Ameriki, kaj je tale Luka Magic ustvaril do zdaj. Skratka, nek lik neustavljiv, ko se on odloči, da bo igral tako, kot si on zamisli, je to je Luka Magic. V glavnem, vidno je, da se je forma absolutno popravila, dvignila navzgor, Luka je fit na izgled, prodira čez prvo linijo, zaključuje, največkrat je nad njim osebna napaka, gremo na proste mete in hej, proste mete zadeva. Dosti bolj uspešno, kot če pred časom, ko ni bil v formi. Tega in ostalega odličnih iger Dallasa v zadnjem obdobju, posebno po novem letu, se bomo v današnji epizodi dotaknili. Še predtem pa vas povabim, da se naročite na kanal za podobne analize, highlights in vse, kar zadeva Luko Dončića in ostalo košarko. Vabljeni. Evo, eno res zelo dobro obdobje po novem letu za Dallas Mavericks. Gre za 13 tekem od 1.1. naprej. V teh 13 tekmah je skor Dallasa 11 zmag in 2 poraza. Poraza proti New Yorku in pa proti Phoenixu. Obema porazoma je skupno, da je ekipa prejela več kot 100 točk. Proti New Yorku je bil nek razpad sistema, enostavno ni šlo. Pač pride takšen dan. Proti Phoenixu je v bistvu bilo zelo blizu, šlo je za odlično tekmo in hkrati za back-to-back tekmo, ki je bila še po vrhu vsega manj kot 24 ur kot za prejšnjo, kjer je pač ostala zmaga doma v Dallasu. Nema veze. Zakaj se dotikam teh 100 točk? Zato, ker na preostalih 11 tekmah je Dallas v 9 primerih, ko je zmagal, prejel manj kot 100 točk in samo v 2 primerih več kot 100 točk. Ja, prav ste slišali, kaj to pomeni? To pomeni, da je ekipa Dallas v tem trenutku v defenzivnem ratingu v januarju na, recim piši, prvem mestu, v decembru je bila na 5. Skratka, Jason Kidd je govoril pred sezono, da se bo ekipa preoblikovala v bolj obrambno, se pravi, da bo jo videli gledalci, navijači malo več obrambnega stila košarke. Ni se zlagal. Odlično mu poteka tale plan. Igra je všečna tudi v napadu. Roko na srce, mogoče se manj košev usuje, v glavnem doseže, ampak zaenkrat se obrestuje plan Kidda in strokovne ekipe, kaj so si zamislili. Luka še vedno vključuje soigralce, število asistenc lepo raste, hkrati pa se je, predvsem v zadnjih 3 tekmah, 4, kakorkoli, zelo izkazal tudi v točkovnem smislu. Če samo pogledamo zadnje 3 tekme, se pravi proti Torontu, triple-double, ni res, proti Torontu ni bilo triple-double, 7 asistenc je imel, 14 skokov in pa 41 točk proti Torontu, izjemna tekma. Potem proti Phoenixu 28 točk, 8 skokov, 8 asistenc in pa potem proti Memphisu zadnja tekma 37 točk, 11 skokov in 9 asistenc. Tale zadnja je že 17. kar se je Luki zgodilo, da je le ena enota zmanjkala do trojnega dvojčka. Ja, 17. se je že to zgodilo, čeprav jih ima 41. V glavnem, dajmo malo k Luki obrniti so zadevo, so analizo. Vidi se na oko, da je izgubil maso. Se pravi, lažje se premika, bolje agilen, skočen. Tudi šut na zadnje je malenkost boljši, čeprav daleč še vedno nekoliko peša. No. Prosti meti so se popravili, hkrati pa deluje samozavestnejše. No. Enostavno lažje prebija to prvo linijo, o kateri sem prej govoril. Enostavno zgleda in spominja na tistega dobrega starega Luko, na katerega smo navajeni in nas je že razvadil. No. Takoj, ko Luka odigra v narekovajih nekoliko slabšo tekmo, statistično predvsem, že govorimo, da ni v formi in da nekaj ni v redu. Kakorkoli v zadnjih 3 tekmah je tole močno popravil in je odličen obet za današnjo srečanje proti Golden State Warriorsom.
če gledamo golo statistiko, 25,6% v tem trenutku za Luko, 8,8 asistenc in pa 8,7 skoka. Mislim, da bo rabil še današnjo ali pa še kakšno tekmo več, da bo prišel nazaj v uradno statistiko. Dosti je bilo vprašanj glede tega, kaj je pa zdaj z NBA.com, Luko več ni v uradni statistiki, pa vse vemo, da je med najboljšimi. Obstaja perfektna razlaga za to, se pravi, igralec mora imeti do tistega trenutka, ko se vodi statistika, najmanj 70% odigranih srečanj. Vemo, Luka je bil poškodovan, hkrati pa je bolehal za koronavirusom in je izpustil ogromno časa, skoraj mesec dni, sej tole pomnimo, ne. Ampak dobro, zdaj je nazaj. To je glavno. Ekipa igra končno všečno. Kristaps Porzingis nekako se zdi, kot da veliko več igrata pick and roll, pick and pop situacij kot v preteklosti. Morda se še to toliko ne pozna na Porzingisovi statistiki, ampak je pa dejaven, je vključen. Predvsem pa, ne vem, človek je začel bolje igrati obrambo, to je dejstvo. Začel je blokirati, mislim, da je imel na zadnji tekmi 6 blokat, nekaj tajega. Odlično, Kleber se fantastično pojavlja in pa postavlja v obrambi. Zelo sem zadovoljen tudi z njim glede tega. Finney Smith, vedno zadolžen za obrambne naloge v moštvu. Potem pa imamo tukaj Jalena Brunsona, ki je zdaj že res zelo konstanten v napadalnih akcijah. Govorilo se je, da ga hoče New York, kar je spet zelo logična poteza. Mislim, da je on iz New Jerseyja, tudi oče je v New Yorku doma, če se ne motim, in logična posledica je seveda, da si ga New Yorkčani želijo, ampak zadnje govorice so, da mu bo Dallas ponudil $80 milijonov za naslednja 4 leta, če sem prav slišal tole govorico. Nekaj skratka mora biti na tem, pa verjamem, da ga želijo podaljšati pri Dallasu. Zanimivo, Marquese Chriss je iz 10-dnevne pogodb prešel na 2-letno pogodbo, od takrat dalje ga ni. Od takrat dalje ni dobil niti sekunde. To mi je ni najbolj všeč, ni najbolj pogodu. Tudi kolega Mitja, za katerega že napovedujem naprej, da se bo oglasil v naslednjih analizah, je ugotovil, da je Dallas s tem naredil odlično potezo. Marquese Chriss se je izkazal za igralca zelo nevarnega za koš, hkrati smo večkrat videli, da zelo lepo se deluje tako z Luko kot z ostalimi v ekipi, tako da mi na tem mestu mogoče ni toliko jasno, zakaj ga trener Kidd ne uporablja več. Je pa res, da hkrati tudi Dallasu v tem trenutku, ko smo že dejali, ne gre tako slabo in neke prevelike potrebe po drastični spremembi sistema v tem trenutku ni. Hkrati se je tudi Boban Marjanović izgubil v rotaciji, ne spomnim se, kdaj je nazadnje okusil parket, tako da Dwight Powell pokasira večino časa na centrski poziciji. Kakorkoli, zadnje tekme nas resnično lahko navdajajo z optimizmom. Všečno je gledati predstave Dallasa. Ne vem, če sem se že tega dotaknil, morda tisti, ki podrobneje spremljate igro, a ste mogoče opazili, kako žoga kroži. Resnično se trudijo najti prostega igralca v najbolj idealnem položaju za dosego košev, ali se to zgodi samo menjavo položajev ali pretokom žoge, pick and rolli, ne vem, backdoor, odtekavanje, kakorkoli. Žoga mislim, da zelo lepo kroži, morda jo Luka pa Brunson še nekoliko carinita, ampak ne nazadnje se pri obeh dveh ve, da sta dokaj superiorna, no, in da si mogoče tu in tam kaj takšnega lahko tudi privoščita. Zdajle sledi serija 2 back-to-back tekem, Golden State v gosteh in pa isto Portland v gosteh. Vemo, da bo proti Dubs Nation zelo težka, predvsem v njihovi dvorani, ampak mislim, da bo zanimivo. Zdajle, morda če kdo zjutraj začenja z šihtom, naj ga opozorim, da se naslednji 2 tekmi začneta ob 4 uri zjutraj, tako da bo mogoče malo lažje, če še mogoče malo prej vstanete kot ponavadi. Zakaj pa ne, se pravim, trenutno
vse skupaj deluje zelo optimistično, če ste navijač Dallasa, lepo jih je gledati, nimam kaj reči in vse pravim, lahko se veselimo vseh nadaljnih zadev. Povejte, kako pa vi kaj zadnje čase spremljate moštvo Dallasa, kako se vam vse skupaj zdi, kako gledate na predstave Luke. Povabim vas, da pokomentiramo spodaj skupaj vaš vidik, razdelimo malo mnenja in tako naprej, tako kot smo zdaj to že navajeni. Še enkrat več se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Gregor iz Greg Sporta sem bil z vami. Če vam je bila tale analiza všeč, vas vabim, da se na moj kanal naročite. Skupaj še z ostalimi highlightsi in novicami sveta košarke vas bom obveščal še naprej. Srečno, lepo zdrav, imejte se lepo. Do naslednjič.